Hvala za besedo. Ne vem, če bo toliko pomembna, da si zasluži biti zadnja, samo se mi zdi, da vseeno mora biti izrečena. Rada bi se zahvalila predvsem gospe, ki je povedala to pričevanje, ki je pač sestra dveh ubitih bratov, ki v resnici, po mojem mnenju, razume tisto, kar je najbolj bistveno. Namreč to, da je treba tem ljudem, ki so ubiti, ne najprej poiskati grob, ki si ga seveda tudi zaslužijo in ga tudi nekoč morajo imeti, ampak najprej vrniti dobro ime. In veste, vrniti dobro ime je praktično brezplačno. Če bi ta naša oblast imela voljo to vrniti in če bi imela voljo spregovoriti o tem, kakšna je bila resnica, bi to lahko bilo že zdavnaj narejeno. Tako pa imamo tukaj, da sedimo ljudje, ki pač vemo, da je večina teh pokojnikov, ne bom rekla čisto vsi, lahko je kakšen tudi obtežen s hudimi grehi, ampak velika večina nedolžnih, kot pravi gospa, medtem ko naši sorojaki nekje drugje mislijo čisto drugače. In ne bi se zanašala na to, da bo predsednik države prihodnje leto, ki je volilno leto, igral ravno na nas, se pravi, da bo naredil to gesto, da je omogočil pokop. Ta gesta bo narejena polovično zato, ker mora računati tudi na volivce iz unega dela in to nasprotovanje med enimi in drugimi pri nas se načrtno goji, točno vemo, komu ustreza in dokler tega ne bomo presegli, pač ne bomo pokopali svojih mrtvih tako, kot bi jih morali in če jih ne bomo pokopali, smo kot narod obsojeni na propad. Žal mi. Vi ste že izkoristili svoje. Vsak enkrat. Jaz sem se k besedi javil zato, ker se mi zdi, da je današnji večer malo razvodenel in je potrebno vendarle se vrniti k sami stvari, zaradi katere smo se nocoj zbrali, to je, kam jih bomo oziroma bodo pokopali. Torej, žrtve umorjene iz Hude jame. Glavnina problema se je začela z leta 2009, ko je vladna komisija se po truda polnem delu uspela prebiti do umorjenih v rudniku Huda jama, vendar današnji problemi nekako izhajajo iz tistega časa. Vemo, da je od takrat poteklo 7 let, nič se ni delalo na tem področju. Vodilna predstavnika komisije sta takrat dajala ideje, da bi umorjene iz Hude jame prekopali v grobnico, ki bi bila zgrajena v sami Hudi jami, v neposredni bližini rudnika. Meni je to bilo takrat precej nerazumljivo, zato ker na Teharjah je bil že zgrajen spominski park Teharje, namenjen prav tej problematiki. Tam je bila predvidena tudi velika kostnica. Spominski park Teharje je žal bil nedokončan, zgrajen je bil samo prvi spominski del, pietetni del, medtem ko pa kostnica ni bila zgrajena, pa še dva druga dela nista bila zgrajena, sta pa vendarle čakata, da se izgradnja tega spominskega parka dokonča. Res je, spominski park Teharje je bil pred 2 letoma v enih čudnih okoliščinah skupaj s spomenikom revolucije v Ljubljani razglašen za državni spomenik, vendar je bil razglašen kot nedokončan spomenik, nedokončan park. Že od vsega začetka
je tam predvidena kostnica, ki v velikosti 261 kvadratnih metrov. Ta kostnica predvideva tudi posebno ureditev. V teh 260 kvadratnih metrih je bilo predvidenih, oziroma je predvidenih torej pokop za izkopane iz raznih grobišč v posebne kovinske zaboje iz pocinkane pločevine. Prvotni načrt je bil za 6100 takšnih pocinkanih krst, s tem, da je arhitekt že od vsega začetka predvideval, da se to lahko tudi razširi na veliko več, lahko tudi na 12 000. V glavnem načrtovanega prostora je tam več kot dovolj. Res je, je primerna izgrajena kostnica samo na Dobravskem pokopališču pri Mariboru. Zato se je pač tu iskalo to rešitev, ki smo jih zdaj priča. Po drugi strani je prav tako res, da smo čakali 7 let. 7 let se ni nič dogajalo na tem področju. Zdaj pa, kot je že bilo ugotovljeno malo prej, se pa naenkrat tako hiti. Problem spominskega parka na Teharjih je seveda večplasten. Najprej naj omenim, da so to govorjenje, da tam prostor ni ekološko saniran, je precejšnje zavajanje. Res je, da je tam prostor obupno degradiran z komunalnimi, najrazličnejšimi komunalnimi odpadki iz preteklosti, vendar tam, kjer je spominski park, na tisti površini samih komunalnih odpadkov so ob strani in vzhodno od tega območja. Tako da spominski park je vendarle ekološko urejeno območje. Poleg tega je spominski park razmeroma velik. Verjetno je malo znano, da je njegova površina predvidena tudi na območje zahodno, se pravi tam, kjer je bilo še do nedavnega ali morda še je vadišče za golf. Tudi tista površina je predvidena za ta kompleks spominskega parka, ki je zaenkrat izvzeta. Torej, ekološko gledano je ta spominski park ni problematičen. Ja. Tisto, kar je pa vendarle najpomembnejše, pa je, da so Teharje že 26 let prostor spomina. Tam so vsako leto že 26 let spominske slovesnosti, vemo, in je zato zelo nesmiselno, da se zdaj ta problematika drobi na več prostorov. Ti ljudje so bili, torej to, ali je večina ljudi v Hudi jami Hrvatov, koliko je Slovencev, to se zaenkrat vendarle ne ve. To so samo domneve, ki so tudi manj bistvene. Na spominske prireditve vsako leto na Teharje se vozijo ljudje večinoma iz Dolenjske in Notranjske. Že zdaj je marsikomu to dolga pot, marsikdo je ne opravi, poznam take ljudi, je ne opravi vsako leto, pač pa vsakih nekaj let, ravno zaradi te oddaljenosti. Če bi se zdaj
ljudje morali voziti še do Dravskega pokopališča pri Mariboru, pa vemo, da bi se da bi tu prišlo do tega problema, da bi enostavno ljudje v Maribor verjetno ne bi hodili. Poleg tega je tu pomembno, da je bila zdaj lepa priložnost, oziroma je lepa priložnost, da bi se z to problematiko prekopa umorjenih iz Hude jame, spominski park na Teharjah, tudi dogradil. Toliko. Dve pojasnili samo v zvezi z ekološko sanacijo Teharij. Gospod Žajdela ima v enem delu prav, v enem delu nažalost podatki zdaj govorijo drugače. Ne vem, katera stvar je res. Aprila letos je bila opravljena analiza na zahtevo Evropske unije, ki jo je delala mednarodna organizacija Nemci, v zvezi z onesnaženostjo območja nekdanje Cinkarne Celje, ki jo je naročila tudi Cinkarna kot investitor po zakonu ekološke sanacije tega območja. V tistem delu, pač to študijo sem dobil, ker je komisija zahtevala in je dobila od Ministrstva za okolje in prostor. In v tem delu je nakazano, da so stopnje koncentracije, ki so izmerjene na področju Teharij, take, da skladno z evropskimi direktivami, to se pravi tisto na spominskem parku, kakor tudi tisto izven spominskega parka, take, da zahtevajo sanacijo in izkope v celoti. Zdaj se pogaja, kakor vem, Ministrstvo za okolje in prostor in pa Cinkarna Celje, in ta pogajanja trajajo že od leta 2012 in se dokazuje z različnimi študijami, kaj in kako, kakšen obseg sanacije je potreben oziroma zahteven. Nedvomno je zahtevana sanacija tistega dela, ki spada v vplivno območje spominskega parka, tam, kjer je zdaj golf igrišče, ki je tudi zaenkrat še vedno v občinskih aktih Celja definirano kot prostor za ravnanje z odpadki, z bodočno uporabo. In v tem delu je spet problem dostopa do tistega jezera, kamor se stekajo izcedne vode, ki je pa za spominskim parkom, tem neposrednim objektom, vendar na zemljišču tega spominskega parka. Letos, kot vemo, se je uredilo vprašanje lastništva zemljišč, tudi še zadnje parcele na območju spominskega parka letos. Odkupila je občina Celje, tako da je občina Celje lastnik vseh zemljišč na tem delu. Iščemo pravnega investitorja v spominski park. Zaenkrat je skrbnik skladno z odločitvijo države Ministrstvo za delo, neprimeren. To bi moralo biti neodvisno telo, kot je civilna pobuda predlagala javni zavod. Direktor tega javnega zavoda bi moral biti nekdo, ki se ukvarja z investicijami, ker mora spraviti skupaj dokumentacijo, da se ta projekt po načrtih gospoda Mušiča tudi realizira v tem delu, ki je potreben. In to je bila ena izmed zahtev, da se stvari premakne z mrtve točke. Razprava v zvezi s sanacijo Cinkarne Celje in pa ekološkimi posegi, sanacijskimi posegi bo še opravljena. Naša informacija je, da mora to sklicati zdaj upravna enota v Celju, zaradi tega, ker je Cinkarna Celje zahtevala uradno izdajo kulturno-varstvenih pogojev na tem področju in vsega ostalega, skratka, ta proces je stekel. 5 let prepozno. 5 let prepozno. Če bi to naredili leta 2009, bi se danes lahko pogovarjali o tem, da se pokopljajo vse žrtve iz Hude jame na Teharje. Zdaj je seveda stvar odprta še za mnogo nadaljnih diskusij. Sem prepričan, da danes to ni zadnja. Pobuda je že prišla z Dolenjske, da se tudi tam pripravi za tiste, ki jim je že v Rovte težko prideti, kaj šele do Maribora. Še enkrat, Novo slovensko zavezo Maribor ni drugega kot pokop
enotno mesto za tiste, ki zaslužijo pieteten grob. In to ni gajbica v hudi jami. Ko jih bomo identificirali, pričakujemo in zahtevamo, da se bodo ustrezno ponudili svojcem za pokop v lasten družinski grob ali da gredo na teharje, ukolikor je to rešeno tako. In bodo do takrat tudi teharje, sem prepričan, rešene. Prvi naš interes pa je, nedvomno, kot je gospa povedala, da od prve možnosti, ki bo 27. oktobra, jasno povemo, da ta pokop nima smisla, ukolikor se ne upravičimo in nikolikor ne obsodimo morilcev. Nima smisla. To veste, da je stališče Nove slovenske zaveze že dolgo. To smo uveljavljali takrat, ko se je sprejemal zakon novi, je bilo zavrnjeno. Pričakujemo, da bo na osnovi spoznanja, da pokopavamo ljudi, na osnovi tega, da bo žrtve prišle izpod zemlja na plan, toliko težje ubranljivo stališče, da se kaj takega ne zgodi. Mislim, da tukaj imamo mi moč argumenta, dokazov, pietete, moralne drže in pa tudi slabe vesti vseh tistih, ki so zdaj 25 let za manj poskušali stvari potlačiti pod zemljo in jih tam pustiti. Vem, da vas je še veliko, ki bi marsikaj še radi povedali. Na koncu bomo dali besedo še profesor Juhantu, dekanu Vipavcu, na tej točki zaključili današnjo okroglo mizo in vas povabili, da se udeležite potem tudi naslednjih, ki bodo te razprave se ne morejo zaključiti. Ne moremo pa v nedogled. Poleg gospe Vodopivec, poleg gospoda, jih je še najmanj 6-7, ki so se takoj javili k besedi. Ura je pa 10. Kar povejte, na hitro. Gospa Vodopivec je prišla z Celja, tako da ima skoraj pravico. Sem žena žrtve komunističnega oziroma partizanskega nasilja in političnega zapornika. Moj mož je 3 metre stran od teharskega, pravzaprav tega taborišča živel in je vse spremljal od 6 let naprej, ko smo očeta odpeljali in ga v Dramljah pokopali. Zdaj, toliko samo za predstavo. Zdaj bi pa tole jaz popravila gospoda Sušnika in bi dala prav gospodu Žajdeli. Popolnoma mi smo, ko smo šli v to, da želimo te pokope na Teharjah, smo pridobili na občini, tam za okolje in prostor, potrdilo pisno s podpisom in žigom, da je tam kraj popolnoma saniran. Zdaj, če govorimo o Teharjah, pravilno, kot kraju, to je velik kraj. Pravzaprav se ta kraj, kjer je to pokopališče, taborišče bilo, imenuje Bukov žlak. To je tisto. Bukov žlak in okolica in Teharje je dejansko onesnaženo od cinkarne, od smeti in tako naprej, ampak to je okolica, celo Celje je onesnaženo. Tu pa je še pred kratkim sem govorila s predsednikom krajevne skupnosti, ki tam živi, jaz sicer nisem domačinka, sem pa tam živela, ko je še bil mož živ in tja zahajala. Tam, ker so danes ta 2 spomenika, križ oziroma in ta kapela, tam so bili še pred kratkim njive, detelja je rasla, ajda je rasla, tam ni bilo nobenega onesnaženja. In če greste danes tja pogledat in lahko vas tudi povabim, da pridete zdaj, ko bo to, jaz sem bila tam slavnostna govornica, in sem takrat stike navezala in zato tudi vem, mnogo ljudi je prišlo iz Argentine, iz Avstralije, iz Amerike, pa tudi iz Evrope in so občudovali, kako lep kraj. Ta kraj je tako lep bil in mene je recimo mož, jaz sem pa živela iz Posavja, ko sem hodila na učiteljišče, in me je pred poroko povabil v ta gozd
da mi je povedal in razkazal vse. In takrat se je meni čudovit kraj zdel, okolica, vse. Sam je rekel, potem je povedal, tule dol je pa bilo taborišče, tu so ljudje umirali. In gospod Leljak je v knjigi zapisal, da mu je pričevalec povedal, zdaj se jaz ne morem na pamet spomniti, kako mu je bilo ime, ampak tudi ime zapisano, da je ta pričevalec povedal, da je 3-krat na dan iz teharskega taborišča peljal na tovornjaku, ta mož je bil pa Savinjčan, je imel avto, peljal na tovornjaku po 30 ljudi v hudo jamo. In potem so jih tam seveda zvezane in to je trajalo po cel teden. To se pravi največ, sej jaz ne trdim, da ni Hrvatov tudi zraven. Ravno tako jih spoštujem kot vse ostale žrtve. Ampak tu so v glavnem okoličani, tudi ti ljudje, ki so tu na Teharju živeli, pa domobranci, tako, kateri je zelo cenim in za mene so to prava, sem tudi napisala v knjigi, ki bo zdaj pred kratkim išla, pa tudi v teh raznih, v družini, v demokraciji, v reporterju in tako naprej. To je bila prava narodna vojska, ampak ti komunisti, ti revolucionarji niso samo njih streljali, otroke njihove, mladoletne, žene in ljudje še danes po moževi smrti, ko je pred 2 letoma umrl, sem se pogovarjala z njimi in sem tudi odkrila zločinca, ki je mojega tasta ustrelil. Toliko sem si vzela to mi za nalogo, da vem, kdo je to bil in tudi vem, da je on pomagal po vojni 45. in 46. leta po nalogo tega, zdaj se ne bom spomnila, kako se že imenuje, po nalogo tega nekega veljavnega v takratni oblasti, da je treba vse te grobove oziroma morišča, moj tast je bil v gozdu, v bližini, v Dramljah bom tačno povedala, tam je bil, ko smo pa prekopirali, gospod Leljak mi je pomagal, pa ni bilo nič. Zakaj? Ker so to izkopali, sosedje iz Dramlja so mi povedali, da so prihajali tovornjaki, imeli črne vreče zraven, pa so to izkopali, dali na tovornjak in ko so, ena je rekla, pa smo jih pa vprašali, so pa rekli hudo jamo.